da boste zdaj držali še pol ure, ker gremo v kulturo. Bomo šli kar z mislijo igralca Charlieja Chaplina, ki je dejal, vztrajnost je ključ do uspeha, to ste nam želeli povedati in izvolite. V sobi lučo gori, obučaj v mrzli posteli. Mislim si, tako se pa zgodi. Pravzaprav nikar odleglo je, da obraz sva rekli si prav vse, a čeprav še zdaj težko mi je. Da daleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je. Šli se trme pane, pokličam te. Včasih so dovolj malenkosti, marsikaj težko se oprosti. Mislim si, tako se pa zgodi. Da pa daleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je. Šli se trme pane, pokličam te. Vem, da marsikdaj bi te obila, vem, da marsikdaj bi si želila še, da te pod prsti nosim do neba. Vem, da marsikdaj bi k tebi stekla in ti marsikdaj predrzno rekla, ker so si vidva na kožo pisana. Marsikdaj bi te objela, marsikdaj bi si želela še, da te pod prsti nosim do neba. V sobi luč gori, mislim si, tako se pa zgodi. Hvala lepa, čudovit nastop izjemne vokalistke Eve Boto.
ki so jo s pesmijo Do ti bo dušo dal v spremljavi kitarista Janeza Skaze. Nino Pečar smo videli na violini in Tomija Puliča na kahonu. Ko sem ga vprašala, kaj je kahon, je v bistvu tudi tam ene bobne, ker on je drugače zelo dober tudi v bobnih. In ker se danes dobro počuti med vami, je rekel, bom šel pa še jaz malo zraven zaigrati, tako da smo dobili večkrat, smo se zmenili. Še enkrat hvala lepo za uvod, ki ga nadaljujemo. Dragi gostje, sedaj pa je čas za podelitev posebnih priznanj posameznikom za njihov prispevek na področju asfalterske panoge oziroma za pomoč pri delovanju ZAS-a. Upravni odbor je na svoji 156. seji 12. septembra letos imenoval 3-člansko komisijo, ki je izmed evidentiranih izbrala 5 strokovnjakov, ki se jim danes na 19. kolokviju podelijo priznanja ZAS za razvoj asfalterske panoge. Zdaj sledi podelitev teh priznanj, nagrajencem pa jih boste izročila predsednik ZAS-a, gospod Slovenko Henigman in gospod Ralf Pom, predsednik Evropskega asfalterskega združenja. Vajo bom povabila na oder, pa gremo kar k prvemu prejemniku. Prvi prejemnik priznanja je magister Tadej Lamut, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Tadej Lamut dovolite mi, da čisto nekaj na kratko povem o njemu. Tadej Lamut je diplomiral leta 2001 in 2013 magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Kmalu po zaposlitvi v CGP iz Novega mesta je pristal v laboratoriju, kjer je bil najprej pomočnik, nato pa vodja laboratorija. Tu se je seznanil s skrivnostmi materialov, posebej asfaltov. Od leta 2014 je direktor proizvodnje. Objavil je več strokovnih člankov z področja proizvodnje in standardizacije v asfalterstvu. Upravni odbor ZAS je bil prvič izvoljen leta 2016 in v njem deluje v drugem mandatu. Večkrat se je izkazal kot odličen mediator pri reševanju problemov. Je odločen moderator pri raznih ZAS-ovih dogodkih, od leta 2017 pa je tudi član komisije za asfalt pri Darsu. Tadej Lamut spodbuja k aktivnemu delovanju in povezovanju asfalterjev, zato mu Združenje asfalterjev Slovenije podeljuje posebno priznanje. Tako, zdaj pa še ena fotografija z lepim nasmeškom. Mi jim podarimo še en aplavz, da bodo fajn zgledali. Iskrene čestitke. In pozdravljamo naslednjega gospoda, to je Vasja Grmek. Vasja Grmek je diplomirani inženir elektrotehnike in računalništva. Svojo kariero je začel v cestnem podjetju Maribor, kjer je bil do leta 2011 direktor proizvodnje, nato pa da nadaljeval v podjetjih skupine Pomgrad, kjer opravlja različne vodstvene naloge in je pomočnik direktorja področja gradbenih materialov. V ZAS-u deluje že vrsto let, kjer se je izkazal številnimi pobudami. Od lani je vodja strokovnega odbora zdravje, varstvo delavcev in okolje pri ZAS-u ter član enakega odbora pri EPI. Na izobraževanjih, skupščini in kolokvijih ZAS je objavil več strokovnih projektov in se izkazal z inovativnimi pobudami. Zaradi njegovega prispevka k delovanju asfalterjev mu Združenje asfalterjev Slovenije podeljuje posebno priznanje. Iskrene čestitke. Just one smile for nice picture, please. Okay, dajmo jim še en aplavz, prosim. Iskrene čestitke.
Nocoj bo priznanje prejel tudi magister Mitja Jurgele. Mitja Jurgele je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike in računalništva. Leta 2008 je diplomiral in leta 2013 magistriral na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Zaposleni pri podjetju DRI upravljanje investicij. Ukvarja se z razvojem sistemov za gospodarjenje s premoženjem, organiziranjem in spremljavo kontrole kakovosti pri gradnji infrastrukturnih objektov ter spremljavo stanja vozišč in načrtovanja vozišč ter obnovitvenih ukrepov. Je avtor številnih strokovnih člankov, objavljenih tako na mednarodnih kot tudi domačih konferencah. Pri ZAS-u je kot predavatelj sodeloval pri več izobraževanjih, objavil je 6 strokovnih prispevkov na kolokvijih in na posvetih v Španiji, na Češkem in drugod. Sodeloval je tudi pri pripravi knjige Asfalt 3 ter pri pripravi strokovnih elaboratov in publikacij ZAS-a. Mitja ni samo podajalec znanj iz že ugotovljenih dejstev, ampak tudi znanje želen raziskovalec. Zaradi tega je neprecenljiv pri razvoju tehnologij, pri spremljanju uporabe in gradnje cest. Zaradi njegovega dosedanjega prispevka k razvoju asfalterske panoge mu ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, podeljuje posebno priznanje. Iskrene čestitke. In še en aplavz za nasmešek, da bo tak srčen za spomin. One more, please. Še eno priznanje bomo podelili, preden pridemo še tisto krovno glavno priznanje. Dr. Juan José Poti je imel in ima vrsto domačih in mednarodnih funkcij. Mr. Poti, where you are? Please, can you join us? Okay, I will speak in Slovenian language, but please enjoy and translate. And you will be proud how many nice words I will tell about you. So, torej, dr. Poti je imel in ima vrsto domačih in mednarodnih funkcij, zato naj omenimo samo najpomembnejše vezane na asfaltno industrijo. Od 2006 je generalni direktor Španskega asfalterskega združenja, med leti 2021 do pomladi 2023 je bil predsednik Evropskega asfalterskega združenja EAPA, kjer ostaja član izvršnega in strokovnega odbora. Je eden od najpomembnejših kreatorjev razvoja asfalterske panoge v Evropi. Daje napredne, včasih revolucionarne predloge, ki za panogo pomenijo najprej vznemirjanje, nato pa jim omogočajo hitrejši in učinkovitejši razvoj. Je kreativec in motivator, ki se zaveda, kako pomembne za obstanek so spremembe. V zadnjih letih je bilo vzpostavljeno odlično sodelovanje med slovenskim in španskim asfalterskim združenjem. Med ostalim skupaj izdajamo koledar, ceste povezujejo ljudi in skupnosti, sodelujemo pri mednarodnem dnevu vzdrževanja cest in skupaj organiziramo konferenco Asfalt 4.0. Glavni pobudnik opisanih aktivnosti pa je prav gospod Poti. Pa še veliko več, je tudi dober prijatelj in sodelavec. Združenje asfalterjev Slovenije se mu zahvaljuje za pobude, ki jih daje asfalterski panogi v Evropi in asfalterstvu v Sloveniji in mu zato podaja posebno priznanje. Iskrene čestitke. Okay, we make picture, there was big smile, yeah?
En aplavz še enkrat, prosim. Congratulations, thank you very much. Preden pa pridemo do tiste glavne, najbolj prestižne nagrade, bomo naredili še en kratek premor in sicer Eva Boto je z nami. Verjetno se spomnite, Evo Boto je stala na odru že, ko je imela 16 let in takrat nas je zastopala na Euroviziji in zdaj je pa pikico starejša. V njeni družbi, ja, kakšno leto več, v njeni družbi spreljave imamo Jana Zaskazo na kitari in vokali, Nina Pušlar na violini, Nine Pečar, se opravičujem, na violini in Tomi Pulič na kahonu. Pesmi pa Za Božič kot otrok in To leto bo moje. Prosim. No in tudi to leto bo moje. Je stara 12 let, sem bila stara 16. Me Jan Plestenjak povabil v sodelovanju. Rekel, če bi zapela z njim dueto. Pa hvala sem rekla, ja, pa sem bila vesela. Sem vedela, kdo je pa najbolj. Moja mama. Tako da, draga družba, da mi zdaj tole malo sprobati, da vidim, če znate zaploskati pa zapeti tole z mano. To leto bo moje, 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 naj ulica boje, boje, ker vem, da nisem sam. Super, to leto bo so
to leto bo. To se vam gre, naj ulica. Ker vem, da nisem sam, še glasnej, to leto bo. Naj ulica. Občutek, da poznajo. In naj bo to leto vaše, ki prihaja. Hvala lepa. Zdaj pa se mi zdi prav, no, da za konec naše strani zapojemo eno božično. To rekel ne. Zakaj ne? Pa če vam to glepko mač, presežemo. Nima raja carry all I want for Christmas. Ampak ne, ker se ravno začenja ta praznični čas, jutri je december, moj rojstni dan, to dan že cel dan govorim. Mislim, da je prav, da zaštartamo to praznično sezono, ne? Se zdaj ti bo všeč, verjemi mi. Bela noč spet objame, občutek me prevzame, ki spomine prebudi, spet se jutra veseli, ko prekritamo snežna podrobne stvari, so to zvezde na nebu vedo, da za Božič se počutim kot otrok. Bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak in ne greje, solze mi sreče napolnijo življenja tu, ker za Božič sem spet kot otrok. Ko jih vidim nasmejane, obraze vse poznane, v stari posteli zaspi, le doma tako zažarim, da objemi me spet močno, drobne stvari so to zvezde na nebu vedo, da vsako leto rada vrnem se domov, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak in ne greje, solze mi sreče napolnijo življenja tu, kjer bela snežinka se poje, toplina me spomni na moje, oni me stisnejo k sebi, najbolj iskreni objemi, še ogenj v kaminu se smeje, ljubezen je tak in ne greje, solze mi sreče napolnijo življenja tu, ker za Božič sem spet kot otrok.
lepa, rekla sem, da ne mi še uide, da mi še malo počakate, ker še ne veste zakaj. Ok, hvala lepa za čudovit nastop, pa smo uživali? Bravo. Vidite, to je pa naš Slovenko zbral, tako da boste vedeli. Ima dober okus, ne? Ok, in zdaj pridemo do tega glavnega dela, ker smo že čistik pred koncem. Upravni odbor zase je pred 6 leti odločil, da uspešnim posameznikom, ki so se izkazali s svojim delom in širijo poslanstvo asfalterske industrije ter stanovske organizacije za Združenja asfalterjev Slovenije, na kolokvijih podeljuje naziv ambasadorja asfalta, kar pomeni najvišje priznanje Združenja asfalterjev Slovenije. Prvi ambasador asfalta, ki je prejel priznanje leta 2017, je bil Primož Petrič, pred 4 leti ga je prejel Borut Vilempart, vidite, da je res na zdravje, tretji pa je bil pred 2 letoma Boris Kalčič. Lahko jim damo aplavz, seveda. Ambasador asfalta za obdobje od leta 2023 do 2025 pa je Janez Prosen, ki ga vabim na oder. Gospod Janez Prosen je po poklicu univerzitetni inženir gradbeništva. Svojo kariero je začel konec 80. let v podjetju SCT, takratnem največjem slovenskem podjetju, in kmalu pristal v njegovem laboratoriju. SCT-ov laboratorij je veljal za valilnico kadrov. Kot konstruktivec, statik si ni nikoli predstavljal, da bo na projektih Bližnjega vzhoda, na primer v Iraku, delal na nizkih gradnjah in bil povabljen na asfaltersko ekipo, ker je kmalu postal vodja laboratorija za asfalt. Na prelomu tisočletja se je laboratorij osamosvojil, ustanovili so zasebni inštitut Ingmat. Prosen je bil med glavnimi akterji tega prehoda, prva leta kot namestnik direktorja, potem pa več kot 15 let direktor in predsednik uprave. Letos se je formalno upokojil, vendar bo še naprej deloval v nadzornih organih družbe. Ne glede na visok menedžerski položaj, pa se nikoli ni odvrnil od stroke, posebej asfalterske. Je borec za kakovost, za napredne tehnologije in razvoj. To velja tudi za vse mlade ljudi, tako da ste po duši še vedno mladi. V obdobju 2002 do 2021 je bil vodja tehničnega odbora pri ZAS, član tehničnega odbora EPE, od lanskega leta pa je član nadzornega odbora ZAS-a. Je eden od ustanovnih članov Združenja asfalterjev Slovenije v letu 1996 in v vsem tem času ni bilo pomembnejših strokovnih odločitev združenja, pri katerih ne bi sodeloval gospod Janez Prosen. S svojimi pobudami in delovanjem je omogočil pomemben doprinos k razvoju slovenske asfalterske industrije in dal velik prispevek k delovanju ZAS-a. Zato mu ZAS, Združenje asfalterjev Slovenije, na 19. kolokviju na Bledu podeljuje naziv ambasador asfalta. In sedaj prosim gospoda Slovenkota, Mr. Potija in pa lanskega gospoda, ki je prejel to priznanje, da se nam pridruži. Iskrene čestitke, predlagam, da naredimo eno skupinsko fotografijo in naredimo kar še eno, pa vam pa še vse
ki so danes prejeli priznanje, povabila, da se nam pridružijo, da naredimo še eno skupno fotografijo za spomin. A pridete, prosim, še ostali prejemniki, lahko še enkrat? Kar s priznanjem, seveda, da se vidi, da ste ga res prejeli. Mi se bomo takrat pa od srca nasmejali, da bodo tudi oni nasmejali in še enkrat zaploskali. Dajmo, zdaj smo čisto pri koncu. Gremo se malo tja, da se malo tako. Še malo, kaj ne mu postavitev. Ok, super. And now, please, big smile, prosim, velik nasmeh, še en aplauz, ja, moramo ponavljati, tako je. Iskrene čestitke vsem nagrajencem, hvala lepa. Zdaj se pa lahko še malo usedete, ali pa če ostanete, ker bom rabila zbor. Bi želeli? Ja, seveda. Prosim. Ja, drage asfalterke in dragi asfalteri, visoki gostje, res, to je za mene eno največje darilo in sem izredno počaščen, prestižno priznanje, imenovanje bom z vsem odgovornostjo, z vsem ponosom nosil do naslednjega ambasadorja, pa tudi naprej. Lahko pa rečem, da sem vesel in poklic asfalterja, kot je rekel predsednik, je najlepših, ga nosim že 40 let, namreč začel sem v letu 1983, se oproščam, 84, kjer sem bil postavljen pred dejstvo, da grem iz Gorenjske avtoceste v Irak na najbolj pomemben projekt jugoslovanskih podjetij v tujini, projekt 202D za tehnologa za asfalt, kjer sem pravzaprav bil vržen v vodo, ki ni samo imela meren tok, je bila deroča z veliko slapovi, vendar sem tam spoznal, da se je treba hitro obrniti, da je treba zadeve hitro se učiti, ampak ob strašno dobri, kvalitetni ekipi timskega dela, tako kot gospod Tisel povedal, spoznal sem ogromno bodočih vrhunskih in strokovnjakov in menedžerjev v Sloveniji. To mi je dalo tako zagonsko silo, da kot asfalter sem vedno bil ponosen in potem, ko je prišlo do tega, da smo ustanovili Združenje asfalterjev Slovenije, še posebno v svetu, prepoznavno, zavidanje vredno, sem se vedno počutil in tudi lahko rečem z lahkoto prezentiral, razlagal asfaltno področje, ki je še kako pomembno, vse okrog nas, vse ceste in tako naprej. Trudili smo se, da ni nobenih kolesnic, da kolesarji vozijo tako, kot je enostavno lažje in podobno. Hočem samo to povedati, iskrena hvala, z velikim ponosom bom to prezentiral in tudi v imenu celega razreda vseh ostalih najbrž teh nagrajencev se mi zdi, da bi tudi isto nekako povedali v tem smislu. Evo, to. Gospod Janez Prosen, še enkrat iskrene čestitke, hvala lepa za vaše besede, s katerim, tako kot je gospod Tisel že prej večkrat rekel, zdaj bom pa res zaključil in zdaj sem tik pred tem, da bom zaključila. Dragi gostje, današnji program, ki je bil poln zanimivih predavanj, vaših navdušenj, ki sem jih srečevala tudi na hodniku, se približuje koncu. Zatem sledi večerja, imate malo druženja in večerja v restauraciji. Ampak naj zaključim z mislijo, da je asfalt pod našimi koraki melodija poti, kjer vsaka razpoka pripoveduje zgodbo. Trdna podlaga nosi breme naših korakov, medtem ko gladka površina odseva preprostost naše poti skozi življenje. Vsak korak je enotna točka našega obstoja in ko plešemo po tej cesti, ustvarjamo edinstveno simfonijo življenja. No, to sem pa spesana za vas, jaz. In
Hvala lepa in zdaj bi mogla reči, zaključujemo, ampak jaz sem za to in prepričana sem, da se boste z mano strinjali. Eva Botonos je popeljala v ta večer, se pripeljala z Koroške, z Ljubljane, del ekipe z Primorske, Nina z Dolenjske in jutri gre v rojstni dan, jutri bodo vsi peli, ampak da je en dan prej zapojejo vse najboljše, po moje pa to še ni imela in zato jaz predlagam, a ste za, ker zdaj bo Nina Eva hotla uidati, ampak jaz rečem na 3, 4, puste, ne me pustiti samo, ker mi boste ven zbežali, tu glasu spet nimam dobrega, gremo lahko vse najboljše in jih zapojemo, tako da res rečem na 3, 4. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Eva, vse najboljše za ti. Hvala lepa. Lahko, Eva, čudovito praznovanje ti želimo. Hvala lepa, ker ste nam poklonili večer in hvala lepa vsem vam. Prijeten večer še naprej vam želim.